Nocojšnji pogovor bova vodili Saša in Saša, zato mi dovolite, da naj na kratko predstavim, glede na to, da bomo predstavljali tudi vse goste. Poznava se že od leta 2000, ko smo na isti lokaciji začeli samostojne projektantske poti. Aleksandra Dolenec-Gojevič je arhitektka, jaz sem krajinska arhitektka. Saša je rojena Ljubljančanka, danes Velenjčanka. Jaz sem rojena v Celju, sedaj že dolga leta v Velenju. Saša poučuje na Umetniški gimnaziji Velenje in dela v biroju skupaj s svojim partnerjem. Jaz poučujem na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju in delam v svojem materialu. A bodi dovolj. Spodbuda ideji o nocojšnjem pogovoru je letošnja okrogla obletnica Velenja. Po 6 desetletjih zgodovine novega Velenja se zdi primeren čas, da obudimo pogovore o vrednotah mesta in njegovi prihodnosti. Tudi v kontekstu globalnih in lokalnih razmer. Podnebne spremembe in z njimi povezani problemi ter potrošniška miselnost, ki je prodrla vse pore sveta, zahtevajo resen premislek, kaj, zakaj in kako delujemo. Lokalne razmere pa nas postavljajo pred neznane preizkušnje. Premog, zaradi katerega je mesto nastalo, s katerim in zaradi katerega se je in se še spreminja Šaleška dolina, počasi ga zmanjkuje. Premog in električna energija, še do nedavno logično povezana zgodba, ni več soodvisna. Izdelava gospodinjskih aparatov se je preselila čez zemeljsko oblo. Urejanje prostora pa, bolj kot nekdaj, in kako ironično, v času, ko je potreba po participaciji javnosti vse večja in glasnejša, postaja zgolj domena politikov in posameznikov. Seveda ne pričakujemo, da bomo danes rešili svet, dolino ali mesto, upamo pa, da bomo spodbudili razmišljanja in morda postavili izhodišča za nadaljnje pogovore ali vsaj dokazali, da je nujno pogovarjati se. Zagotovo pa bomo že nocoj spoznali, da je pogovarjati se proces, ki zahteva veliko časa, veliko energije, veliko usklajevanja, predvsem pa zelo veliko strpnosti. Nocoj želimo predvsem izpostaviti, da so pogledi na Velenje in njegov razvoj lahko zelo različni, ter da je soočenje različnih mnenj in sodelovanje različnih strok nujno za premišljeno načrtovanje njegovega nadaljnjega razvoja. Zdaj pa, če mi dovolite, bi predstavili naše goste. Uvodoma se vsem zahvalim in lepo pozdravim in se vam zahvalim, da ste se vsega skupaj udeležili te ure našega skupnega druženja. Hkrati tudi najlepša hvala, da ste s svojimi dopisi nama posredovali nekaj podatkov o svojih avtobiografijah in nekaj misli, na osnovi katerih vas bomo lažje predstavili in na osnovi katerih smo tudi oblikovali večkrat bolj individualna vprašanja za vsakega od vas. Pa bi kar začela s teboj. Andreja Ašbar, zgodovinarka in sociologinja kulture, tudi bibliotekarka, trenutno zaposlena na domoznanskem oddelku knjižnice Velenje, kjer s kolegi katalogizira in promovira knjižno in neknjižno gradivo vezano na Šaleško dolino, bodisi v tematiki, bodisi da je avtorstvo da so šaleški avtorji. Ukvarja se tudi s publicistiko, tako kot avtorica, soavtorica in urednica. Peter Rezman je upokojenec, po profesiji elektrotehnik, moram prebrati, specialist vzdrževanja eksplozijsko varne elektroopreme za metanske rudnike. Temu primerno je 15 let bil zaposlen na nekdanjem rudniku